Dober večer, dragi kolegi in spoštovani ljubitelji filma. Če je mogoče kdo danes prvič tukaj, večeri Društva slovenskih režiserjev so ena redna zadeva v kinoteki. Začel jo je naš kolega Boris Petkovič, ki sedi tamle v četrti vrsti. Poskušamo jih imeti nekako vsak mesec in vsak mesec eni temi ali pa eni debati posvetiti večer. Nocoj večer posvečamo scenaristiki. Še prej imamo pa ene stare dolgove, in sicer Društvo slovenskih režiserjev je leta 2015 uvedlo eno zelo posebno nagrado, ki nam je tako mogoče kar najbolj simpatična nagrada. Imenuje se Kosobrin in podeljujemo jo dragocenim filmskim sodelavcem. To so tisti naši sodelavci, brez katerih si ne moremo predstavljati filma, se pa ne govori pogosto o njih, pa ne dobivajo pogosto nagrad, kar je totalna krivica, po naše. In ker smo najprej podeljevali take luštne značke, šele leta 2017, se pravi na zadnjem festivalu, smo pa uvedli tudi take malo bolj fancy plakete. Smo se odločili, da je res nefer, da prvima dvema nagrajencema ne bi te lepe plakete podelili, da boste imela nekaj za na steno. Tako da danes popravljamo to krivico in podeljujemo plaketo prvemu laureatu, Kosobrinčku, ki je v bistvu uvedel to nagrado in po katerem si bomo to nagrado zapomnili. In to je Janez Petretič, tako zvani Ive. Nagrado mu bova podelil naš kolega Miha Hočevar. Plaketo, pardon. Foto, Truplan mogoče. Se bom zahvalil lepo, pa žebu sem pa že zabil, ne? Hvala lepa. Mogoče sam dolgujem tistim, ki ste bolj scenaristi ali pa teoretiki, kratko razlago. Ive je mojster scenske tehnike, kar pomeni, da on skrbi za to, da se kamera premika tako, kot si mi zaželimo, režiserji in direktorji fotografije. Včasih so te želje malo zelo domišljijske in nemogoče, ampak Ive to se ponavadi posreči to nekako izpeljati, ne vem. Tako da si res zaslužil nagrado. No, in ker smo leta 2015 enega delavca v produkciji nagradili, smo rekli leta 2016, dobra produkcija oziroma snemanje ni vse, obstaja tudi postprodukcija. In v postprodukciji potrebujemo enega zanesljivega človeka s hudim občutkom za sliko, s hudim občutkom za psihologijo ranjenih režiserjev in direktorjev fotografije, ki se najdejo v gradingu potem po montaži. In nihče drug ne pooseblja tega tako kot naš drugi nagrajenec. To je kolorist, v bistvu legenda tega poklica v Sloveniji, po moje, ali pa sigurno za vse nas, Emil Svetlik. Prosim, še en Triglav. Ja. Kaj naj rečem drugega, kot še enkrat bi se Društvu režiserjev za to pobudo zahvalil. Sploh pa, ker so prepoznali en tak poklic, ki je bil dolga leta zelo nekako v ozadju. Ampak mislim, da v zadnjem času je to skozi bolj, bi rekel, vidno, ne? Kaj koloristi počnejo in tudi ceni se jih malo bolj, kakor včasih, ne. Evo, to je to. Hvala še enkrat.
Mogoče spet kratka razlaga za scenariste. Kolorist je človek, ki v postprodukciji, ko montaža končana, poskrbi za to, da je film videti tako, kot je videti. Se pravi, barve, svetloba, kontrasti, te stvari so pravzaprav stvari, ki so odvisne od Emila v velikih slovenskih filmih. Tako, zdaj pa še ena stvar in sicer bo pa ta že bolj na temo nocojšnjo. Pred kratkim smo v društvu izglasovali, da je čas, da sprejmemo med častne člane pravzaprav prvega scenarista, ki bo prejel to častno članstvo. To je človek, ki je pri nas pravzaprav prvi začel razmišljati o scenaristiki malo izven škatle, kakor lepo slovensko radi rečemo. Človek, ki je prvi začel šolo scenaristično in bom mogoče kar prebrala obrazložitev, preden mu podelimo nagrado oziroma plaketo začasnega članstva. In sicer Zdravko Duša je včasih, ko o tem ni še nihče razmišljal, vztrajal, da je scenarij duša vsakega filma. Polnih 10 let je prvi kazal jezik na šoli filmske pripovedi Pokaži jezik in postavljal temelje scenaristične vzgoje. Društvo slovenskih režiserjev in DSR scenaristi mu zato s spoštovanjem dodeljuje ta častno članstvo. Bo pa podelil plaketo naš kolega in predsednik sekcije scenaristi Matevž Luzar. Na vso srečo bom se usedel k debati, tako da mi zdaj ni treba preveč dodatkov povedati k tej, ampak vsekakor taka reč, kakor je bil Pokaži jezik, je res kolektivna stvar. Tako da, če jaz rečem, da je to na nek način kolektivno priznanje, to ni floskula, predvsem pa bi rad res izpostavil, če že govorjenje o tem, kdo je bil prvi. To se zmeraj vprašanje, če šli brskati, bo ve, kdo je bil prvi, pa kje je bil prvi. Ampak pri Pokaži jezik je Helena Pivec, ki je bila takrat pri Zavodu za odprto družbo, organizacijsko in vse drugo, ko bi rekel, prijela in spodbudila te delavnice. Danes se žal ni mogla priti, se opravičuje. Vse ostalo, kot rečeno, bomo pa povedali pol. Najlepša hvala. Sej mogoče lahko prideta kar nazaj gor. Večer se bo nadaljeval z nekako kroglo pravokotno mizo na temo scenaristike. Vodil jo bo kolega Matevž Luzar, sodelovali pa bodo poleg Zdravka Duše tudi Miroslav Mandić in Dane Hočevar. Tako da predlagam, da se kar pridružite mi tukaj na odru, jaz se bom subtilno umaknila in prepustim Matevžu besedo. Aja, pa Darko Sinko, pardon. Veseli me, da lahko danes, današnji večer, da se posvetimo scenaristiki. Zelo vesel sem, da je društvo in da se scenaristi podelili častno članstvo Zdravko Duši. Verjetno, če njega ne bi bilo, tudi jaz danes ne bi tukaj sedel, ker se še danes spomnim, kako sem se peljal iz Ljubljane proti Zagorju, sem prijavil nek kratki scenarij na nek razpis, neke čudne šole Pokaži jezik. In nekje tam pri Kresnicah mi zazvoni telefon in nekdo mumlja v telefon. In jaz iz starega vlaka letim na železniško postajo, ven iz vlaka, da ga sploh razumem. In mi reče, ti si nekaj poslal, da je prid tlele na Ljubljanski filmski festival, da se kje pomenimo. In tako nekako sem, tako kot mnogo katere, postal tudi eno od udeležencev šole Pokaži jezik z zelo lepim
pod naslovom Šola filmske pripovedi. Dobro, če si bil že ti, prost, če si bil ti osebno, bom pa še jaz. Dobil sem res en scenarij, v tistih, tam se je dobivalo seveda vse sorte, eni so bili že kar v angleščini napisani za Hollywood direktno in so prišli fante tudi povedati, so rekli, znam se je zajebaval tle Slovenijo, dajte mi meni to zrihtati tako, da bom šel direkt tje. No, en scenarij za kratek film, ki se je dogajal, ko prijeta fotor in sin ali stric in... Fotor in sin. Aha, fotor in sin v mesto, danes, v en trg, prodajati kravo. Osemeniti kravo. Osemeniti kravo. No, in sem jaz rekel, je bent človek, ki danes naredi scenarij o fotru in se pa tudi še nekaj, ena mal ganljiva cela zgodba je bila okoli tistega fantka, ampak človek, ki se danes spomni, pripeljati v eno mesto fotra pa sina, ki peljeta kravo za sabo, ta ne more faliti, mislim, kot scenarist. No. Hvala. Zdaj pa dosta osebnih. Zdaj pa mene zanima, pokaži jezik. Ta delavnica je potekala, če prav spomnim, od leta 1998 do tam neki 2008. Kako se je pa sploh rodila ideja? Za kakšen koncept je šlo? Bilo je tako, kot rečeno, prej, ko sem omenil Heleno Pivec iz Zavoda za odprto družbo. Danes boste lažje razumeli, če sliši se sicer zelo glasno. To je bila Soroševa fundacija. No in ko so tam so imeli različne polja in področja in nekako nekaj je bilo praznega in je Helena rekla, kaj pa če bi to posvetili filmu. Ne? Zdaj, kako filmu, to ne vem, jaz nimam toliko dobrega spomina, kako je prišlo do tega. Vem pa, da sva šla potem na ene zelo dobre delavnice, ki so jih imeli v Grožnjanu. Zagrebska akademija. Tam so bili tudi tuji predavatelji in tam so se malo, smo videli, kakšna je situacija. Noč smo rekli, dajmo to spodbuditi, napisati razpisati šolo za scenaristiko. Koncept, da bi rekel, ta prvi dan seveda ni bil še jasen. Kaj dati tem ljudem, ki ne veš, kje so, kdo bo prišel, kaj bo prišel delati, kaj jim dati, da zaštartamo. Ne? In v bistvu smo začeli delati najprej eno okolje. Če bi šel gledati 98. leta, je bilo ogromno enih projekcij, pa potem pogovorov od pokojnega Francija Slaka do tehle iz Gorice, ki so imeli kinoatelje, do avtorjev, ki so pa, in zdaj pridemo k nečemu, kar se mi zdi, da je bistveno vplivalo na kvaliteto, ki so bili, in tudi zato je Zavod za odprto družbo zelo zaslužen, imel stike po vsej Jugoslaviji in to so bili najboljša režiserska imena iz jugoslovanskega prostora, ki je bil takrat razbit. In so bili veseli, da so se lahko le dobivali. No, oni so in kot avtoritete in kot strokovnjaki prihajali in razlagali svoje filme in svoje izkušnje. Ob tem pa, zdaj sem se spomnil Dicka Rossa, ob tem se je pa začel izoblikovati nekaj, čemur vse v scenaristiki se je pisalo, da je deficitarna in tako naprej. Ampak noben pa ni znal točno definirati. In meni osebno se je odprlo, ko je prišel Dick Ross. To je bil mojster za zgodbo. Vedeti moramo, da smo leta, tam konc 90-ih let, in da po tem slovenskem, po tem slovenske izkušnji z modernizmom, zgodba ni bila tako sama po sebi umevna. Ne? In potem so prišli neki ljudje, ki so začeli govoriti o zgodbi. Enako
po drugi strani je bil seveda motor, mentorski Miha Macini, ki je naredil isto. Fantje so prišli, pa dekleta, pa je rekel, dej, to je francosko, to so neki sanjajo. Povej štorijo, kje se začne, kako gre naprej, kje se konča. Skratka, začelo se je prav v bazi. In iz tega naprej, recimo se spomnim, prvo leto, ko smo delali, na koncu je imel že Grlič že predavanje o pitchingu. Samo še metodo malo, imeli smo tri sklope delavnic od začetka, od tega, se pravi, oni so morali poslati nek sinopsis, neko idejo, se pravi od marca, pa tam do poletja ali pa do jeseni, je morala iz tistega ratati zgodba. In mislim, da pol je, če se bomo še pogovarjali, bi lahko še tudi kaj drugega naložil, ampak mislim, da to je bila tri stvari. To, da so ljudi naučili, da so jih učili pripovedovati zgodbo. Drugo, da smo imeli tak, ko bi rekel, zelo širok razpon avtorjev, ki so se tudi zelo posvetili in so se mirno, mislim, ti si ga imel 3-4 dni gor v Trenti in si se z njim pogovarjal, pa kar si hotel. Ne? In tretja reč, ki se pa pri meni razvila s cajtom, ki je mečken drugače od tega, kot je bilo rečeno v razlagi, da mi je šlo ali pa nam je šlo, bom rekel, za to, da povemo, da je scenarij bistvo filma. Jaz se mi zdi, da sem se trudil navzven dopovedati, da je scenarij tudi na nek način enakovredna forma. Mi imamo to, smo imeli to delitev literatura, dramatika, pol dolgo cajt, pa nek scenarij. In en del te šole je bila načrtna politika v promociji, v zavesti teh, ki so bili, v zavesti teh, ki so spremljali, v intervjujih, vse skozi poudarjati, da mi delamo scenaristiko kot disciplino. Super si povedal. Seveda se moramo pa zavedati, da je bil to čas, kjer v bistvu se je nekako začelo govoriti kao o tem problemu scenarije, ampak ni bilo pa scenaristike v tistem obdobju še kot samega študija. In tako v bistvu je Pokaži jezik na nek način moralo ledino, ki se je kasneje v bistvu razvilo in Miroslav Mandić, scenarist in režiser, je v bistvu tudi prvi predstojnik katedre za scenaristiko na akademiji. Od kdaj obstaja katedra? Ja ne vem, kdo obstaja. Mislim, res ne vem. Mislim, jaz ti lahko pomagam, da si ti prihajal na akademijo, ko smo še mi študirali, ampak smo se to povem, samo zdaj se malo sprašujem, Bolonja je začela, ti si še pred bolonjski, Dominik, je li tako? Katarina je prva generacija bolonjska, to je neki 6-7 let nazaj. Takrat sigurno je katedra od takrat, ampak mislim tudi jer i par let. A si ti imel predmet scenaristika ali si imel seminar znotraj režije? To mi povej. Ti si imel scenaristiku. Ker ovako povem, ja sam tam neke u Pragi živeo, pa malo u Sarajevu, gor dol, tam sem uglavnom, eni su prišli na neki dogodek i negdje je to bilo, se mi zdi, 2-3, 24, 25 sam hodao tle svakega februara na neki teden, 10 dni i kao mentorirao igrane filme koliko se to u mes moglo, 3. i 4. letnika se mi zdi. Spomnim se da je med njimi recimo bio Šantićev onaj Srećan put Nedime, to je bio 3. letnik, a tudi je bio Ivanišinov onaj fotografski Quick View, to je bio diplomski film, ne? Tako da to je bilo neko gostojoće, ne vem kaj, ne vem, tako se nekako zgodilo i u mojem življenju i tle da sam od negdje od jeseni 2-5 začeo delati, prvi 2-3 leti, ne vem, hodimo na teure, študenti neka rešujemo i pride juni,
kao to je konc, oni to že snemaju, oziroma mi smo že morali končati januara, da bi se to spomladi takrat snemalo. Ja sprašujem, a ne vem, a jim dam neko oceno, pa to. Ne rabiš. Puh. Tako da ja sam 2 leta to delao, a sploh nisam vedel, nisam dojemao da to ni predmet. To je bio seminar znotraj predmetov režije, tako da nisam ocene dajal, ker nisam imel predmeta. Uglavnom ne vem, no. Ali eto, čez ne vem, se mi zdi mal prej je začel ta neki predmet scenarij, ampak v Bolonji je zagnala nekako vse skupaj drugače. To je recimo ti neki 6-7 let nazaj, ker to je onda smo tam že načrtovali drugo stopnju, prvo kot vsi verjetno većina veste, ampak evo da to ispostavim, imaš to nešto 3+2, tako da pre je bila sam režija filmska in televizijska, od Bolonje je dodano snemanje in montaža, a na drugi stopnji su še druge smeri, med njima tudi scenaristika. Tako da zdaj tam govorimo o enih 15 predmetov scenarističkih, enih 4 na prvi stopnji, pa zdaj po novem enih par tu za dramaturge, pa enih 9-10 na drugi stopnji, tako da se stvari premikajo naprej. Kako pa recimo poteka študij scenaristike? druge stopnje. Druge stopnje. Pa najprej pridejo na ta informativni dan, to zdaj bo 11. junija ob 11. vabljeni. Pa ne pridejo i onda malo im realno poveš da to nije tako i ono, dosti ih po tem informativnom dnevnu ti ne pridejo na spremce, kar je okej. Pa kaj će se zajebavati? Čemu nije ono res obsesija neka, ne vem kaj. Potem su spremci, to je onako delikatno i pol začnemo delat. Ne vem, potekat ko da, dobro, to pride ljudi za različnimi ozadji. Recimo, imeli smo najveć nekako dramaturgije oziroma dramaturginje bi to uzele kod drugo stopnju, to se mi zdi nekako poprečno najveć takšnih je bilo. Mislim, da je bilo tudi nekdo z režije tam sem, ampak evo zdaj imamo, maksimum je 3, da se sprejmejo, pa imamo zdaj 2 od 3, oziroma 2, so njih od 3, katere su prišle, ena sa novinarstva, druga sa umetnosti zgodovine i to je kar avantura, ker recimo naši študenti iz prve stopnje su imeli določene vaje na prvem letniku, pa tudi što su na režiji bili su šli skozi scenaristiku 2, 3, ne vem kaj, punce pridejo brez tega ozadja, tako da one imaju neki ad hoc predmet u uvodu scenaristiku, kateri se prav za njih izvaja, a hkrati razvijaju že celovečerc. Oni su sprejeti na osnovi enega tako raširenega sinopsa za celovečerni film, na osnovi ene razlage, da vidimo zakaj sploh ta film če bi se enkrat posnel i zakaj prav ona ali on so najbolj primerne osebe da nam to zgodbo povejo. U čem je ona izvedenka za to, a ne nekih 100 drugih ljudi. Tako da, i ne vem, tudi dodajo kakšen prizor u formi scenarija, par strani dijaloga, nekaj tazga, čist da preverimo koliko čuti situacije, like na nekom mikroplanu, tako da su res je to jedno preverjanje, tako da tak do isprejet se mi zdi da ima tam kaj za početno. Pa tudi mi z njim, ali z njom. Ma ne vem, ne bom zdaj cel program, mislim. Ne, samo okvirno, koliko recimo pa scenariju študent ali študentka dokonča v tem programu? Pa mi smo edini drugostopenski program, kjer se prijaviš ne sa svojim magistarskim delom. Na druge se prijavio s magistarskim delom i onda delo na tem magistarskim delo 2 leti. Ja sam rekao, ne boš mi delo 2 leti na enem scenariju. Nego oni su sprejeti na tem, kar bojo delali prvo leto. Hkrati napišejo, recimo spomladi, zdaj imajo predmet literarna adaptacija, krajša forma, kratka do srednjemetražna adaptacija literarne zgodbe, tudi imajo neke te vaje, različne scenaristika za nove medije in tako naprej. I zdaj će opravijo do junija, ali će nakažejo da bojo odpravili do jeseni, da
lahko grejo v drugi letnik, ja jim napovem, da bi morali med poletjem premišljati, kaj bo njihova magistrska naloga. Lahko je Šencelov večerc, lahko je serija, evo imamo tle par primerov, imamo dva formata, eno je 8x7 ali 8x50 minut, znači in 18x pol ure. I za to, da bi oni opravili to svoje magistarsko, moraju imeti za to daljšete, 8x50, moraju imeti scenarij za pilota in kar razvijete treatmente za vseh 8. To je dosti dela. Za ovih 18x pol ure treatmente za vseh 18 je njih 4-5 scenarijev. To je znači magistarska naloga ti je ali celovečerc, ali serija. Zdaj malo se razvijamo kao zdaj je tam tudi Matjaž Ivanišin, tako da zdaj ja napovedujem študentom, lahko nekdo pride sa idejo za dokumentarca, ali ne vem kaj, lahko ne vem kaj oni bojo prinesti. Nismo mi načrtovali serije. To je bila želja določenih magistrantov i smo to, malo sam to prvić prošvercao, nije bilo u pravilih, pa sam onda iskao da se to da u pravila, tako da prvo leto ko smo to meli je to bilo malo izven, kao mogu mi nekdo reći, halo, kaj tam delate? Ampak to je dobro, v bistvu. A zdaj je že u programu, kao eto. Tako da će nekdo zdaj pride pa hoće, ne vem, neku web seriju 100 izdelkov, pa će ocenimo da to neki ćemo velja, bomo se zmenili da to damo u program. Kaj ćemo? Dane, ti si producent, drugače pa marsikdo ne ve, Dane je tudi programski vodja mednarodne delavnice Midpoint, ali kakor oni kažejo, kakor rečejo Head of Studies. To je program, ki je v bistvu mednaroden, ali kako, če lahko malo pišeš program kot tak. Ja, to je eden od, zdaj bi lahko rekel, že kar številnih izobraževalnih ali pa trening programov, kot se reče, ki obstajajo v Evropi. Vsak je po svoje specifičen, ta je potem, da ni namenjen samo scenaristom, se pravi, da se ne gre samo za script development ali pa ni namenjen samo producentom, ampak v bistvu nagovarja ekipe, se pravi, v ekipi mora biti pa režiser, ki je lahko seveda sam scenarist ali pa ima svojega scenarista še, in producent, ki razvijajo svoj prvi ali drugi celovečerni film. In potem skozi module, ki so od letošnjega leta 3, delajo na tem projektu, se pravi, tako razvijajo scenarij s pomočjo konzultantov, kot se spoznavajo z vsemi ostalimi elementi, ki pač so potrebni za razumevanje dela v razvoju projekta. Se pravi, ne gre samo za scenaristično delavnico, ampak gre za delavnico, ki vključuje tako delo, zelo konkretno delo na scenariju, kot tudi spoznavanje z vsem ostalim. Zakaj ekipa, zakaj in režiser in scenarist in producent? Zato, ker po našem mnenju, še posebej takrat, ko si, kot se zdaj zelo lepo rado reče, emerging, kot si mlad, ko še vstopaš v to industrijo, ne razumeš verjetno najboljš vseh stvari, ki jih dela tisti tvoj partner zraven, se pravi producent, ne razume, zakaj režiser dela to tako, kot dela in obratno. Jaz sam, ko sem pač se začel ukvarjati s produkcijo, sem seveda opazil, da najprej sem bila vsa vrata zaprta in pod 2, da sem šele tam po nekem 5., 6. filmu šele pravzaprav dobro razumel, kako te stvari grejo. Takrat ni bilo ne delavnic, ali pa saj niso bile dostopne za nas, predvsem pa ni bilo ljudi, ki bi jih človek poznal in bi jih lahko tudi individualno vprašal, kako se te stvarem streže. No, dejansko je, se pravim, kot si že sam rekel, to je mednarodna delavnica, ki vključuje eksperte, se pravi, od script konsultantov do vseh ostalih, ki so bazirani tako v Evropi kot v ZDA. Namenjena pa je ustvarjalcem iz srednje in vzhodne Evrope. Se pravi, tistim, ki delajo prvi ali pa drugi film. Darko je recimo bil nekdo, ki se je te delavnice odložil lani, lahko mogoče malo več pove o svoji izkušnji. Jaz pa lahko dodam samo še to, da sem v bistvu, ko sem začel delati to, kar zdaj počnem pri programu Midpoint, ki ima sedež v Pragi, sem bil 5 let vodja skupine producentov, ki so bili udeleženci enega drugega izobraževalnega programa, ki je še zdaj obstaja, ki se mu reče Jave.
In tam je bilo delo na nek način podobno, vendar je zelo drugačno, zato ker je bilo fokusirano skozi oči producenta. Tukaj pa dejansko imaš ekipo, ki pač skupaj dela, poskuša čim več potegniti iz tega programa. Zakaj se mi zdi, da je to na nek način pomembno? Zato, ker pač vsak od nas si lahko seveda to privošči tudi v zasebni obliki, ampak to po domače povedano predvsem preveč stane. Po drugi strani je pa treba pri celi zadevi vedno imeti tisti kanček zdrave pameti in soli in se zavedati, da v bistvu to niso ljudje, ki bodo delali namesto tebe, ampak so ljudje, ki poskušajo tebi najti načine, kako potegniti najboljše iz tistega, kar imaš. Se pravi, jaz tudi sam pravim, če od mojih 10 predlogov 5 totalno brez veze, 3, okrog katerih se boš zamislil in eden tisti, ki ga boš upošteval, je to veliko. Predvsem ta način, mislim, da je tisto, ta nek katalizator, ki ti da razmišljati, je tisto, kar je pri celi zadevi najbolj pomembno. Pa seveda to, da če v bistvu najdeš nekoga, ki ti res lahko svetuje, predvsem pri razvoju scenarija, da ti pač potem pomaga, je pa pač, se mi zdi, zelo uspešna zadeva. Ne? In kako gledaš v bistvu v tem času, ker si že dejal, recimo, koliko 25 let v slovenskem filmu, kako se recimo zdaj, a se stvari spremenile, kar se tiče odprtosti avtorjev do nekih sugestij, nekih predlogov, sodelovanja s nekim mentorjem? Ja, dramatično, še posebej v zadnjih 10 letih, mislim, da so se stvari zelo pač poboljšale, oziroma so čisto na nekem drugem nivoju. Ljudje to razumejo kot neko fazo v razvoju, ne razumejo kot neko kazen, kot neko, ne vem, jaz nisem zadovolj dober, zdaj ste mi pa dali nekoga, da mi bo povedal, jaz itak vse vem. Ampak gre za neko tako zelo organsko fazo pač v razvoju projekta, ki pač pripelje do tega, da je pač nova verzija ali pa ena od naslednjih verzij scenarija tako kvalitetna, da bo dobila tudi podporo. Zmeram bolj se seveda tudi v svetu uveljavlja, ali pa še posebej v Evropi uveljavlja en drug koncept, namreč prepoznavnosti tvojega projekta skozi to vrstno udejstvovanje. Se pravi, ne gre samo za to, da ti v bistvu razvijaš projekt, ampak ga že v zelo zgodnji fazi postaviš na ogled, da ga ljudje tako doma kot v tujini prepoznajo kot recimo dovolj zanimivega, ker teh delavnic je sicer veliko, ampak kljub vsemu priti zraven, glede na število prijav, ki jih pač vsako leto vsi ti programi dobivajo, ni tako enostavno. Zapravo to ne more kar vsak z vsakim projektom doseči in na nek način je to sprožilo en kontraefekt tudi pri financerjih, ki se pač tega zavedajo in so na tovrstne projekte dosti bolj pozorni. Tako da v bistvu tudi skozi te plat v bistvu je opaziti nek tak zelo organski razvoj. V Sloveniji pa še posebej, zato ker pač Slovenija vedno bo spadala, ne glede na to, kako se bo scenaristika razvila, med države, kjer bo ljudi, ki bodo živeli samo od scenaristike, izredno malo. In bo treba vedno iskati neke partnerje za to vrstno delo, bodi si v bližnji okolici ali pa nasploh v Evropi in pač to vrstno prepoznavanje ali pa spoznavanje ljudi skozi delavnice, bodi si da pač sodeluješ z nekom, ki je bil pač tvoj tutor ali pa svetovalec ali pa z nekom, ki si ga tam spoznal, ima seveda tudi še to vrstne prednosti. Definitivno, ja. Lahko tudi na svojem primeru povem, da veliko nekih poznanstv iz različnih delavnic, tako iz Pokaži jezik, kot iz recimo skriptista oziroma tudi nekih drugih delavnic, se je pol v bistvu ta neke veze se ohranijo tudi za naprej. Zdaj pa recimo Darko Sinko, scenarist in režiser, ki je začel svoj prvi igrani celovečerni film razvijati na scenarnici in si ga nadaljeval potem na First Film First delavnici in tako tudi na Midpointu. Kaj si ti razmišljal, ko si se prvič prijavil na delavnico? Ja, smešno je, da jaz tu zdaj govorim o delavnicah, ker jaz sem čisto iskreno rahlo zadržan ali pa imam svoje pomisleke do delavnic tek na splošno. Ko sem se prijavil na to scenarnico, sem se prijavil predvsem v tem smislu, ker pri mojih prejšnjih poskusih, ko sem pisal te celovečerne scenarije, ne sicer, da se nisem lotil, ampak sem v neki fazi obtičal recimo s tem svojim scenarijem, pa skozi sem imel kaj drugega za delati in to.
In na scenarnico sem se prijavil predvsem zato, ker so mi bili všeč roki. Skratka, imel sem neko idejo in sem upal, da bom vsaj v nekem procesu to razvil. Ne. To mi je bila taka, kako se temu reče, tarča. Ne. Zelo pragmatično razmišljanje. Ja, totalno. Skratka, potem sem bil pa zelo pozitivno presenečen, to je bilo prvo leto scenarnice. To je bilo prvo leto, ja. Skratka, organizatorjem je uspelo, se pravi, narediti eno zelo prijetno vzdušje na tej scenarnici. Kako bi temu rekel, pisanje scenarijev ali pa pisanje na splošno je zelo tudi tako osamljen poklic, osamljeno delo in si soočen v debatah, sploh če si angažirano sodeluješ in mislim, da je v tej našem letniku bilo. Smo bili zelo dejavni in se soočiš s sorodnimi problemi, dilemami, razmišljaš tudi o stvareh, ko sodeluješ pri drugih projektih, razmišljaš o tem, kaj se ti zdi, da na filmu deluje, kaj je dobro, kaj ni slabo. Nekako se mi zdi, da napreduješ skozi ta proces. Predvsem pa sem bil izredno navdušen nad mentorjem. Ne. Srdjan Koljević se mi zdi, pri teh tutorjih, mentorjih je, moraš imeti srečo, da nekako dobiš nekoga, da ti klikne, ne, da ti je nekako soroden ali pa da se počutiš, kako bi s temu reklo, kreativno, da lahko delaš. Na akademiji jaz tega nisem zelo izkusil, dokler ni prišel Miroslav. Jaz sem bil, mislim, ko si ti, Miroslav, prihajal na te neke seanse, šele v zadnjem letniku sem imel neko tako občutek nekega razumevanja, pa da se lahko znotraj prek mentorja tudi razvijam. Tako, to je bila ta scenarnica in pa sem rekel, da smo jaz teh zdaj delavnic, ampak so me vsi prepričevali, se pravi, bolj pametni pa izkušeni ljudje, da ne se prijavim in potem sem se prijavil na 2 delavnice in sem bil na obe sprejet. Pa pač malo sem mogel ženo se pomeniti, ker to je pol zelo veliko tega časa. Se pravi, predvsem so mi svetovali v tem smislu, kot si ti Dane omenil, da je to nekako plasiranje projekta na neko mapo. In pol sem šel na te 2 delavnice. Prijavil sem se na First Film First, ki mi je bila všeč delavnica, ker so mi bile všeč lokacije, ker nisem bil še v Romuniji pa v Bolgariji, pa sem rekel, to mi je mogoče zanimivo. Pa priporočili so mi ta Midpoint, ne. In sem pol bil na obe sprejeti in so, ne vem, lahko malo pišem še. Prosim, ja. Skratka, se pravi, Midpoint je delavnica, kot je Dane že povedal, ki je usmerjena nekako, pač zraven je producent in je bolj usmerjena v nekako, kako bi temu rekel, stik z realnostjo neke industrije filmske, evropske. In je, se pravi, poleg tutorjev za scenaristiko so tam tudi sales agenti, distributerji, producenti, direktorji filmskih centrov, upeljajo te v ta pitch itd. Ne. Skratka, je, pa zelo so, se pravi, to mislim, da tudi velja za malo bolj tako elitno ali pa je že nekaj, to je že ne 10 let, sigurno, še 15. Ja, taka, ima že nek renome, taka delavnica urejena, poštimana v nulo. In ne vem, te delavnice mene so tudi malo zanimale, ker pač tule v Sloveniji tele filme neki praskamo, čačkamo, neki mutimo. Nisem pa imel veliko stika razen na teh festivalih s študentskimi filmi, s to svojo neko generacijo po Evropi, kaj delajo ljudje, ne vem, na Švedskem, na Danskem, v Franciji, Češkem. Pač malo prideš na teh delavnicah v stik z ljudmi, ki tudi pripravljajo te prve filme, vidiš, kaj razmišljajo, kaj delajo in kje so sploh. To je bilo za mene nekako zelo informativno. Ta druga delavnica, ta First Film First, to je pa za Balkan. Ta je pa malo bolj taka balkanska, se pravi, v prvi fazi opaziš to organizacijo.
Namenjena je pa prvemu filmu. Namenjena je prvemu filmu in namenjena je sam režiserjem. Ta je pa bila malo bolj divja, v smislu energije v vseh vidikih. Veliko bolj je bila usmerjena v kreativo, nekako veliko manj na nek način efektivna, recimo tudi del časa traja. Ampak oni imajo en tak zanimiv koncept, se pravi, poleg tega, da se ti ukvarjaš s scenarijem, že v fazi priprav na film, se pravi, en modul je usmerjen v scenarij, drug modul je usmerjen v scenarij in v vizualni del filma, že v razvoju scenarija pripeljajo, se pravi, zelo take renomirane direktorje se pravi DOP-je, direktorje fotografije in scenografe, ki se ukvarjajo s projektom že v fazi scenarija. Tretji modul je še vedno scenaristika in ukvarjanje z igralci, se pravi režija igralcev in tudi snemaš ene dele svojega scenarija. Zadnji del je pa nekako se pravi, se dotakne tega industrijskega dela, ki je pri Midpointu že skozi nekako v spredju, se pravi, predstaviš projekt na enem tem marketu. To, recimo. Mislim, preveril sem te delavnice prej, nisem bil zdaj prvi, jaz tu iz Slovenije, predtem sem poklical Dominika, ki je bil pred mano in mi je povedal v redu, Midpoint so mi tudi priporočili, je bila Sonja, ne vem, kdo je še bil v Sloveniji, skratka, rekli so, da je v redu, pa sem šel. Ne. In si šel na 3 delavnice in si prišel do svojega prvega filma, ki ga bo snemal naslednje leto. Ja, jaz sem v procesu teh delavnic sem dobil odobreno na Filmskem centru za Prvenc in sem delavnice so bile še pol naprej. Ne vem, mislim, meni je bilo v redu. No. Zelo sem pazil, mislim, malo sem prestrašen bil v tem smislu, da sem se zelo bavil zdaj teh tutorjev, da mislim, malo sem skeptičen generalno do teh script doktorjev, pa to malo so mi sumljivi bili načeloma. In sem zelo pazil, da ne bi preveč poslušal oziroma da bom zelo selektiven, ker se mi zdi, da te scenarnice, mislim, te scenaristične delavnice oziroma to tutorstvo lahko so tudi nevarne. Enim mojim kolegom se je zgodilo, recimo na Midpointu je sploh so zelo, kako se temu reče, radodarni, zelo renomiranimi pa zelo dobrimi mentori, ki si jih sam nekako lahko izbereš, pa lahko si zelo velikih tudi izbereš. Ne. Imaš nekega svojega glavnega, ampak imaš na voljo tudi druge ljudi in eni kolegi so bili čist zmedeni. Ne. Se pravi, z nekim svojim scenarijem, ki so približno vedeli, kaj delajo. Ko so prišli, on mi je rekel tak, on mi je rekel tak, ona mi je rekla tak, jaz sploh ne vem več. Mislim, čisto ptičijo lahko tudi. Tako da to je malo odvisno tudi od načina dela od vsakega posameznika, na kak način delaš, ne vem. To je lahko. Ja, v bistvu vse delavnice, te, ki si omenil, se nekako razlikujejo. Jaz bi sam za scenarnico povedal, ki nastaja v organizaciji Društva slovenskih režiserjev in Filmskega centra s partnerstvom AGRFT, da je v bistvu delavnica, ki je namenjena na prvi fazi. To se pravi, da priješ ti od neke ideje, ki jo imaš, do svojega prvega drafta in je zamišljena tako, da ti končaš prvi draft in se potem lahko prijaviš v tujino na druge delavnice. Zdaj pa veliko govorimo v bistvu nekako o teh programih, ampak ko pa pogledaš, jaz sem šel danes gledati, koliko je bilo različnih udeležencev na Pokaži jezik in bi rekel, če je bilo vsako leto približno 100 slušateljev, je to v 10 letih nekako naneslo 100 ljudi in med njimi so bili 10 vsako leto, ja. Tako da v bistvu v 10 letih 100 različnih slušateljev. In kateri od teh še danes dela, v bistvu so danes bolj prepoznavni. Mislim, jaz sem na Pokaži jezik spoznal Borisa Petkoviča, ker sem bil Olma Omerza, vem, da je Sara Keren bila tudi proti koncu še kot srednješolka, mislim, da. In zelo veliko različnih imen, ki danes delujejo v filmu, je bilo na Pokaži jezik. Ampak kakšni so bili pa mentori? Kdo vse so bili mentori?
od glavnih do gostujočih, ker je bilo nekaj zvenečih imen. Ja, tista, ko bi rekel, srednja mentorska ekipa, kot sem rekel, mašina, neusmiljena mašina je bil Miha Macini. On je bil, on je postavljal tiste... On je bil kot glavni mentor. V bistvu. Ja, in tudi se pravi, jih je vzel najprej v obdelavo. Potem je, od začetka so bili celo neke, ena Martina Aničič, zdaj, ki je žal že umrla, pa Irena Krčelič iz Zagreba, ona še zmeraj mislim, da je uspešna avtorica od televizijskih serij naprej. Kasneje se je pridružila Ana Lasič, nekaj mentoriral od začetka, jaz sem spomnil, igralec. Davor Janič. Davor Janič. Jaz sem nekaj v glavnem na področju dialoga delal. Potem so bili pa, smo še koga pozabil? No, Matevž je bil seveda, zadnja leta je vstopil Matevž. Koga še imamo? Potem je bil Srđan Kranovič. No, to so pa zdaj te, ki so bili sporadični. Zdaj sem naštel tiste, ki ste bili pravzaprav jedro, nek stalni del programa. Potem so bili pa izbrani tudi pravzaprav različno, z različnimi nameni. Niso bili zmeri samo režiserji, bili so montažerji, bili so, zdaj se vseh ne spomnim, ampak mogoče imam tle kaj napisano. Vsekakor Srđan Karanović je bil, mislim, da je zelo dober. Vsi te slušatelji so ga imeli zelo radi. Prišel je Dušan Makavejev, ki je bil mogoče manj, ko bi rekel, linijski, pa zato dragocen, zato ker se je dalo z njim pogovarjati, ker je erudit, pogovarjati cele noči. Bil je Abdullah Sidran, bil je Branko Baletič, bil je, kot sem rekel prej, Dick Ross, bil je Krzysztof Pislevič, tako je bil od Piševič, od Kišlovskega. Potem seveda vsi, tudi Dane, pa cel kup slovenskih ustvarjalcev, od producentov, režiserjev, pisateljev. Recimo razvijali smo, jutro boste lahko gledali kje v Komuni ali kje, Distorzijo. Imeli smo samostojne projekte, kjer smo razvili iz knjige v film, kjer so delali pa vsi členi od Milana Dekleve kot strokovnjaka za neke muzikle do Mihata na koncu kot režiserja. Bil je Rajko Grlič, skratka, potem kot rečeno, te, ki so sprot bili, recimo, ne vem, ko se je pojavil v Leru, smo takoj potegnili Jančka zraven. Poseben primer je bil najprej kot slušatelj in potem kot, bom rekel, ene sorte mentor in cajt, Mitja Okorn, posebna zgodba te delavnice. Skratka, ne vem. Tudi njegov v bistvu prvi film, Tu pa tam je v bistvu nastal. Je nastajal tam, je nastajal v Trenti, ja. Zdaj mi še eno ime je prišlo mimo. Potem so pa prihajali tudi te pravi mentori, Franz Rodenkirchen, se pravi ljudje, ki niso bili niti, mislim, ki so bili že prav po vokaciji in potem v evropskem prostoru se ukvarjali z mentoriranjem. In tudi tu je prišlo tudi do tega, kar sem pravzaprav zdaj kasneje slišal, to je bila ena od funkcij te šole, da so se te študente spoznavali
in potem šli naprej po vezah. Vse to so te običajne mehanizme, o katerih zdaj govorimo. Miroslav, si kot profesor na akademiji, si pa tudi kot mentor na različnih delavnicah. Kaj so razlike od mentoriranja na šoli do mentoriranja na delavnici? Na šoli taj študent se nekaj hoće naučiti, pa ti je toliko malo lažje, ker kao prepoznava da neka lahko dobi od tebe. Saj taj prvi letnik je bi ga, kasneje to. A na delavnicah mal kao vse vejo, pa tudi lahko eni tudi vse vejo, pa onda nemaš kaj, kao za delat, a mogoče imaš. Ja ovako najbolj povem svoje mnenje o delavnicah kot repliko, ali kot eno strinjanje sa tem, kaj si ti povedal. Nevarne so. Najprej kaj je dobro, zakaj priporočam delavnico posebej v tujini, ker če ti imaš neko lokalno zgodbo tle, katera recimo tle nam vsem, kateri malo poznamo pogoje tle, neki pomeni, prašanje koliko bo pomenila Romunu, Angležu, Čehu, Nemcu, ovo ono. I ti tam greš u tu tujinu da vidiš, ti imaš prvo mentorje iz nekoliko različitih država, potem si većinama u skupini od gordolenih 5 projektov, vsi su negdje je Talijan, negdje je Francozinja, negdje je Kanačanka, negdje je kamem jaz. I onda od feedbacka njihovog ti na neki način dobijaš občutek, a to kaj ti tle hoćeš, bo sploh potovalo izven meji Slovenije. Mislim da je to kapitalni argument da se gre na delavnicu u tujini. Česa se treba bat, pa kod udeleženec na delavnici, pa tudi kot student. Eni smo malo frustrirani mentori, lažje povem, meni so, kao ja fol nisam, a vsi smo u neki meri, veš kaj, treba se bat, recimo, evo, svi smo mi bili tle, s nekim se meni, tudi sam ja bio na par delavnici udeleženec. Student sam bio, i filma, i scenaristike, i režije, ne vem česa. Ma pride ti mentor, pride ti mama, oče, sestra, brat, sodelavec i dela svoj film. To je najveća nevarnost. Da u stvari taj mentor tebi isiljuje svoj pristup tvoj ideji i tvoj temi. I pol si ga najebao. I tako da bio sam priča, recimo, ne preveć, ampak nekolik projektov propadajo i ratajo slabši, kot so bili po delavnici. Ali, prosi lepo, to je seveda problem tega mentorja, ampak je tudi tvoj problem ne pogniti se. To je zelo delikatno. Po drugi strani, carski je mentor tist, kateri vsaj poskuša, pa mogoče tudi uspe delat tvoj film, a ne svojega. To zdaj na vama da prepoznate, če greste tam neki okol. Ja ne vem, ja se furam da delam z vama gore vaše filme, ali jebi ga, kaj već, ja, mogoče se sam furam. Ampak bi si to želeo, če sam že, pa ne bom svojega delao na tvojem. Ja samo mogu opazit, pa kao ajde da krećem da mogoče nisam toliko slab, da imam recimo 3 studenta delaju totalno 3 različne stvari, pa vsakemu pomagam u tom njegovem, pa će obstanete toliko različni na koncu, znači svaka čast. Prvo ste dobro mene pretrpeli, niste se preveć prepoginjali, pa sam mogoče tudi ja nisam preveć hotao svoje delat na vašem, a pak potpirat to kad ste vi hoteli, ajmo upati, jebi ga. Razumiješ? Tako da, tu su nevarne delavnice. Ja evo zdaj bom eno frazo, katero zadnje čase malo preveč vam uporabljam, pa sorry, ovi par aktualnih studentov, držat svoje temeljne kamene. Ti kateri su propadli na delavnicah, oziroma nisu napredovali, ampak su velikih je napredovalo, da se razumemo. Dosti je na delavnica napredovalo,
da se ne bi tle zdaj. Ali ja bolj se nadovezujem na to, kaj je rekao on, kao, alo, puste me pri miru. Mislim, to je dragoceno za slišat. Ne bomo tle mistificirali, ne delavnice, ne šole, ne nač. Pa imamo se odprto reći kaj je dobro, kaj je slabo, pa gremo naprej. Tako da dosti napredovalo ti, kateri nisu su žao pozabili na svoje temeljne kamne. Ja vedno, ko grem malo čez ono, ko sprašujem, a kaj si ti res hotel s ovim, Spomni se tega. Mogoče se ja spomnim, pa tebe opomnim, halo, nisi to hotel si ovo. Pa imamo ta 2-3 temeljna kamena obdržati za vsako cenu. A ovo ostalo, kad ti govora mentor, pa mal to ornamentiraš, bo ena opeka levo, druga desno, bo neki trami, neki okna, vrata, jebi ga, bomo jih že malo sporejali. Ampak ne nehat uničiti svojih temeljnih kamnov, drugače si zabluzo totalno. Jebi ga, ne vem. A je to bilo vprašanje? Super si odgovoril, se zelo strinjam. Dane, kako pa ti gledaš tudi kot producent? V bistvu imel si izkušnjo, kot si že samo omenil, delavnice Ave, ki je zelo producentsko usmerjena delavnica. Kak je tvoj pogled, recimo, ta dialog med producentom in recimo scenaristom ali pa režiserjem? V bistvu misliš, da je da so producenti dovolj podkovani v scenaristiko, oziroma ali bi mogli biti boljši, ali bi mogli biti mogoče boljši psihologi, kadar govorijo z avtorji? Oboje in mislim, da v bistvu producentom to vrstne delavnice lahko pomagajo ravno pri tem. Seveda, če vse jemljajo zvedno z dozo, določeno dozo rezervacije, to, kar je pač Miroslav rekel, absolutno drži in tukaj pač seveda se je treba zavedati ene stvari. Ti s tem, ko se boš odložil delavnice, ne boš dobil enega čarobnega bombončka, ki ti bo scenarij popravil, ampak preprosto boš mogel z zdravo pametjo razmišljati, kaj od teh predlogov ti lahko upoštevaš in kaj pa ne. Ker te ljudje ne bojo namesto tebe pisali scenarija, razen če jih ne boš angažiral kot scenariste, lahko ti pa svetujejo. Največja nevarnost pa seveda pri tej zadevi je v bistvu ta overworkshopping, to, kar se zdaj dogaja. Da ljudje grejo istočasno na 2-3 delavnice in seveda dobijo od 2-3 ljudi, ki so lahko strokovnjaki na svojem področju, tudi diametralno nasprotne nasvete. Zakaj do tega prihaja? Pač to, ker so ljudje različni, ker jim različne stvari ležijo in pač, ker se to dogaja konstantno, da kot ti nisi edini tak primer. Mislim, jaz sem spomnil, ko sem bil pač najavil in sem imel producentko, ki je razvijala projekt skozi delavnico z našim skript konzultantom, režiserka je šla pa v Torino Film Lab na Script and Pitch, kjer je pa bil svetovalec Franz Rosenkirchen. In sta se bila totalno različna, Franz pa... sem mislil, da se sliši. V glavnem prihaja do tega, da moraš jasno ti predvsem vedeti, kaj hočeš doseči. Ne misli, da boš s tem, ko boš prišel na neko delavnico, odpravil vse svoje težave, daleč od tega. Kar se pa producentov tiče, pa jaz mislim, da to vrstna delavnica ti lahko pomaga, seveda samo do neke mere odpreti pogled na to, kako bi ti moral znati brati scenarij, ali pa kako se moraš v tem scenariju pogovarjati z režiserjem, oziroma katere stvari uporabljati za to, da ga boljš razumeš. Jaz mislim, da to, vsaj pri recimo generacijah producentov, ki v Sloveniji delujejo v zadnjih 10-15 let, to definitivno drži. Vsi so več ali manj imeli neko tovrstno izkušnjo in mislim, da so tega sposobni. Je pa seveda to daleč od tega, da boš začel zdaj ti sam pisati scenarije. To pa nikakor. Mislim, da to ni temu niti namen, niti sam ne smeš tega na ta način razumeti. Darko, kaj pa tvoja izkušnja z mentorji in producentom? Ne, jaz sem imel, hočem reči, na teh delavnicah mentori so vsi super, zelo prijazni, zelo, angažirani, saj moja izkušnja na obeh teh delavnicah, to je bilo vse res strastno predani delu in vse to. Zelo sem bil pazljiv pa prestrašen, tako sem že prej rekel, kaj od tega sprejemam, ker dejansko dobiš lahko zelo odzive, ki so, čutiš, da so zelo
nasprotni od tega, kar si ti poskušal in to. Ampak to se mi zdi, da je pač tudi odgovornost vsakega, ko gre na to delavnico. Res je to, ko ste rekli, moraš nekako vedeti približno, mislim, smer, oziroma zakaj sploh na to delavnico greš in ne vem, jaz sem imel zelo dobre mentorje, vse posod, mislim, prej sem že omenil Srdjana Koljeviča, mislim, ta scenaristika, to je malo taka hecna obrt, ne, na nek način obstajajo neki obrtniški mehanizmi, obstaja cel kup nekih priročnikov, to so neka znanja, ki niso kao poljubna. Hkrati je pa to, se pravi, noben noče, da je to vse po nekih kalupih, ne. To je ta kombinacija in recimo pri dobrih mentorjih dejansko imaš občutek, da se nekako, to je lahko, ne vem, je to stvar mogoče osebne afinitete ali pa nekaj tega, kar nam je všeč, ampak imaš občutek, da se nekako znajo adaptirati na tvoj projekt. In dejansko jaz sem tudi za ta svoj projekt že na tej scenarnici, recimo Srdjan Koljevič se mi zdi izrazito primer, ki zna, se pravi, pozna vsa ta pravila, vse te, se pravi, kako se temu reče, ne vem, pač po priročnikih stroga, ena pravila so lahko zelo stroga po teh priročnikih, on to vse pozna, ampak tega praktično ne uporablja. Sam tu pa tam ti plasira kak tak blagi nasvet, ki ti zelo velik problem nekako reši. Jaz sem tudi izkušnjo, ne vem, eni mentorji so, mislim, imaš različne odzive na tvoj projekt. Eni so zelo analitični, dramaturški, strukturirani, dobiš analizo projekta, mislim, meni je to bilo zelo zanimivo, ko sem dobil, prišel sem na delavnico in je moj mentorca imela, se pravi, dramaturška razčlemba mojega scenarija. Narisan log, ta točka, prelomna točka, midpoint, tretjo, razčlembo po vseh scenah, se pravi, tema v scenariju je ta, v tej sceni je tu ta tema, vse pobarvano, jaz sem bil čist frapiran. Ne. Ampak nekako si, dobro, jaz mogoče nisem idealen tak primerek za te analize ali pa najbolj navdušen nad tem, ampak si pa prisiljen razmišljati o enih vprašanjih, se pravi, ali se odločiti, da jih boš ignoriral, ali razmišljati, zakaj, zlasti, če se pri večjih pojavlja, zakaj imajo ljudje tam problem. Tak, nekako poskušaš v dobro projekta, pametno to, ampak ne vem, pri teh vseh delavnicah so to bili zelo resni in angažirani ljudje. Mislim, tako presenetljivo, no. Meni se v teh projektov tudi ne bi dalo toliko truditi, ne, kakor so se oni. Zdravci, ti bi še dodal? Samo dve besedi, ki se mi je zdaj odprlo pravzaprav za nazaj, konec koncev le nekaj cajta že, kar smo mi to počeli. In vi ste profesionalci, to se nekako imate vštete ene stvari, ampak ena izmed stvari, ki jih take delavnice naredijo, ali pa se jih vsaj takrat naredile, pa jaz tudi nisem absoluten privrženec tega, je bilo, da ljudje, ki so prišli, so se lotevali pisati scenaristiko, so imeli neke sorte literarne ambicije in svoje pojmovanje avtorstva, nedotakljivega avtorstva. In ko je prišel na delavnico, če drugega ne, je začel spoznavati, kaj se sploh pravi pisati za film. Kaj se pravi pisati za medij, kjer bo ti uprste se in v računalnik nenehno vtikalo 10 ljudi. Ker je to pač kolektiven proces. In mislim, da tisti prvi korak, ne, ki so ga ljudje naredili za to, ki ga ne bi, če ne bi prišli na te reči. To se pravi, misliš, da je v bistvu tudi lahko problem scenarija in scenaristike, v bistvu pojmovanje, iz kje izhaja, v bistvu, ali izhaja iz dramatike, ali iz literature, ali iz slike. Ma sigurno, se pravim, to je večina ljudi misli, ki začne to početi, misli,
da je najbrž je danes drugače, to je tudi verjetno, ampak mislim, da je to neko avtorsko delo, ki je nedotakljivo, ki je podobno literaturi. Ne ve, kolikrat se ta stvar obrne, kolikrat se spremeni, koliko elementov še dobi, čisti iz produkcijskih razlogov, ne vem, banalno, kako nekdo, ki je čist rekel, z eno sceno, kjer se 4 avti zaletijo, ti moraš povedati, njemu so tisti 4 avti bili tle noter in morajo biti, ti boš rekel, lej, tole ne, tega ti ne bo nobeno vzel. Zdaj govorimo o teh zelo bazičnih rečeh. Drugač kot forma pa ja, mislim, scenarij čist ni ne dramatika, ne literatura. Scenarij je scenarij. Podpišem. Darko, še eno vprašanje, kot podvprašanje, recimo, ko si šel na te delavnice, kaj pa ta strah, ne govorim strah, ker bi lahko tvoj projekt propadel ali pa karkoli, ampak ta strah razgalce pred drugimi udeleženci ali pa pred mentorjem? Ja, to ne vem, mislim, ne vem, če sem jaz bil kaj posebej. Mislim, da nisi najboljši primer za to, ampak ja, recimo ne vem, če je kakšen drug od udeležencev imel probleme s tem. Ali? Pa ne vem, mislim to, ne vem, kako to zgleda. Pač to je zelo taka preprosta človeška stvar. Pač prideš tja, tam je 8 ljudi, pa neki mentorji, vsem je malo nerodno, vsi so malo prestrašeni, vsi smo tako malo nebogljeni, pa z neko angleščino se tam lomiš, najglobja čustva tam poskušaš, ne vem, pa sploh ne razumejo, sploh ne vejo, mislim, so zelo različni konteksti tudi. Ampak, ne vem, obe dve te delavnice, ko sem bil v tujini, so bile zelo vata. To so pa zelo z občutkom narejeno, mislim, ni bilo, mislim, to bi res, so poskrbeli, da je bilo zelo prijetno, zelo sproščeno, zelo, mislim, nikjer ni bilo problema, da bi kdorkoli imel kakšne, ne vem, to jim je res genialno uspelo, ne. Mislim, pri teh, tudi to čisto človeške ravni, pol ti tam s temi nekimi ljudmi hodiš na te delavnice, pa neki sanjariš o teh svojih filmih in za take malo bolj softiče tudi se povežeš, pa takrat malo čustveno, ne, v neki fazi, ne vem. Tako da meni, skratka, nikjer ni bilo tako, da bi bil ko v neki šoli ali neki inštituciji, ali, mislim, to so, pa mislim, da generalno je to v naravi, tudi stvari, ko ti delaš scenarij, mislim, to ne moreš delati zdaj, ne vem, sploh se ne predstavljam, da bi ga delal neosebno ali pa o njem se pogovarjal. To se mi zdi, da scenaristika je bolj kot režija mogoče, ki je bolj operativna, je zelo nekako osebna, že sama po sebi. No. Darko je že prej omenil te neke pravila, Pokaži jezik je izdajal tudi knjige in kar nekaj teh je izdal. Ja, to je bila ena pač, to je nekaj, kar gre zraven. Zdaj, če bi šli vse stvari, v katere smeri se je to še razvilo do nekih natečajev in za digitalne kratke filme in potem prenašanje iz literature v film. Skratka, ko ti ta stvar se dogaja, ti pol imaš, kar naprej se ti odpirajo neka področja, kjer je pač treba še nekaj narediti. No in glede na to, da ni bilo, da so vsi jamrali, da se nimajo iz česa učiti, je najprej izdal svoje mislim, da 3 scenarije, ja imam tle napisan. Miha Macini, kaj je že, ja, Marš do scenarija, na kar smo ta prva predavanja, ta prvega letnika izdali v eni knjigi Zadnja postaja kino, tiste potem pol bilo tudi neke sorte izhodišče. Yvette Biro, dobra scenaristka, madžarskega rodu, ampak je delala, mislim, da v Franciji,
tam smo kako obleči akt, tisto je bilo širše pojmovanje scenaristike, no potem je karierovo scenaristovo vadnico, Hanifa Kurejšija dnevnike, kako je pisal svoje scenarije. Skratka, od tega tipa, kot je pisal Carrière, Jean-Claude Carrière, se pravi, bi rekel, precej skoraj učbeniško, ne, z elementi, do Kurejšija dnevniško, kako ti poteka proces, do Yvette Biro, kjer je šlo pravzaprav že na nek način za filozofijo ustvarjanja in tako naprej. Ko je bila že zadeva končana, sem jaz potem še se zmenil z Samom Ruglom, da je tam išla potem še knjiga McKeeva Zgodba, ki jaz mislim še zmeri, da je ena izmed temeljnih knjig, ne samo za scenarije, ampak sploh za ustvarjanje in za elemente zgodbe, pravzaprav od prvih pripovedovanj naprej do danes in do današnjih medijev. V glavnem, če se je dalo, mislim, smo poskrbeli tudi za to, da so imeli ljudje kaj vzeti v roke, kadar je bilo treba se posvetovati s tem. No. Miroslav, Akademija je tudi prevedla eno od knjig in zdaj se trudimo, da skupaj z društvom jo tudi izdamo za komercialno rabo. In za katero knjigo gre in kakšna je ta knjiga? Orodja scenaristike je naslov. Avtora sta dva, ampak mislim, da se nista niti srečala v življenju, ker en je v stvari pisal v 60-ih letih bolj dramaturgijo gledaliških komadov pa to, a taj David Howard je negdje 80-90 let začel pisati adaptaciju tega, tih njegovih nekih kotlet rečeno pravil za film. Ampak tam je en umestni člen, kateri u stvari predavao po ti izvirni knjigi gledališki in je bio učitelj temu Howardu, tako da ta umestni člen njemu ime je Frank Daniel. To je nekako u tradiciji scenaristike po sebe te američke, paradoksalno, jer on je Čeh, študirao je na VGIK-u u Moskvi, na češkem je bio profesor na FAMU-ju, pa je tudi bio jedan čas direktor Barandova, producent, kreativ, ne vem kaj, pol po tem 68. letu je šel u ZDA i on je tamo ogromno, on je na prvih učitelja scenaristike, recimo na Američkom filmskom institutu, apsolutno prvi Sundance preden je postal festival je bio zgolj delavnica, zdaj delavnice še vedno grejo naprej, ampak nisu tolk izpostavljane koliko je festival. Prvi nekolik let Sundance-a kod laboratorija je guru scenaristike bio Frank Daniel, ga je osebno Robert Redford najao. Pa je predavao, ne vem, na Columbia University, pa na USC, tamo u LA-u. Tako da, u stvari, on je neki idejni tvorac, jer on je tu gledališku knjigu na neki način protolmačio v film, a njegov bivši student je to nekako uveljavio, on ogromno Franka prav citira. Mislim da je knjiga uporabna. I mislim da nije toliko formulaična i puna pravil kod ene druge, pa zaradi tega je priporočam, ker ta pravila su onako malo, mislim, moraš ih met, moraš ih poznavat, ali zelo je meni tako nekako neuporabno, če zdaj ja na osnovu nekoga pravila skenslam neku ideal, neki scenarij, ne moraš to delati. Pravila su tam ne da izdaj, malo ih učiš na prvom letniku i moraš se kao student naučiti, ali kasnije ta pravila su negdje tamo u zadju i ti na osnovi tih pravila nekako jadraš skozi neke te valove, tsunamije, kajem ja ne vem kako da to poimenujem drugačije. Ja osobno, če zdaj sprašuješ kaj je neki veći vir scenaristike, ali dramsko pisanje, ali literatura, ali ne vem kaj sam ti se omenjeno, ja moram reći mi je najveć pomagala igra. Teorija igre. Stanislavski. Me je najveć naučio scenaristike. Ne vem.
Ja sam tamo otkrio da je u stvari dijalogija najlažije študentu, pa tu samemu sebi, ko neki pišem, haj ti zdaj rešuj dijalog, mislim, kaj ćeš z njim? Imaš fenomenalnih literarnih dialogov, imaš fantastičnih dramskih dialogov, ampak jedni drug su za film uprašljivi, če ne neuporabni. I tako da sam ja nekako to doumeo da u stvari je, ko tam Stanislavski govori, imaš fizično in verbalno akcijo. Pa se to na šolah igre ločuje fino, imaš predmet gib, imaš predmet govor. I pol se to negdje kod drugem letniku se to se stavi i taj grauc nekako na trećem letniku i giblje se i govori, nekako se malo. I tko sam ja nekako, ko ja rešujem dijalog, i kad vidim da neki nije u redu s tim dijalogom studenta, ali na nekim delavnicama, ovo rečem, a sploh kaj dela ta tolik. I onda im nekako probam objasniti da je dijalog verbalna akcija. A kod u igri ta lik mora imati neki cilj, a da je ta akcija način da ta lik doseže, a ne doseže. Seveda je bolj delikatno pri pasivnih liki, ali nekako se to sve znajde. Tako da, ne vem, meni igra nešto kao, mislim, taj Stanislavski pa to. Kad ne mora biti noben mutle pravilo, ali meni je koristilo. Gremo na čeki. Še eno kratko vprašanje, tako za Daneta kot za Darkota. Kaj mislite, kako v Sloveniji je dovolj možnosti za razvijati projekte v smislu razpisov tako na televiziji kot tudi recimo na Slovenskem filmskem centru in kakšna bi bila vajena tako producentska idealna slika ali pa režiserjev oziroma scenaristov? Ja, mislim, nominalno jih je dovolj, ampak denarja ni dovolj, mislim, in to se pol spet spelje na to, da je razpis eno leto in da se vsi nabijemo ali pa nabijete kot avtori takrat z projekti, ki so primerni ali pa ki še niso na tisti stopni, ne? In to je v bistvu glavni problem. Tako da, ampak to jaz mislim, da nima več smisla zgubljati čas, ne? Mislim, to pač tako nažalost je, ne? Dosti boljše bi bilo, če je bilo tega več in če bi se v to več vlagali, ker to je denar, ki nikoli ne bo vržen stran, ne? Mislim, se pa kasneje dogaja, da se meče skozi okno z lopato, ne? Zato, ker ni bil prej v bistveno manjših vsotah vložen. Jaz bi sam še nekaj dodal na to, kar je pred Miroslav rekel, ja, mislim, Frank Daniel, to je v bistvu človek, po kateri metodi v bistvu vsi danes scenaristiko več ali manj predavajo ali pa svetujejo ali pa dajo konzultacije. Dejstvo pa je, da tako kot pri vsaki stvari, mislim, pravila moraš poznati, apliciraš jih pa takrat, ko so potrebna, ne? Ne, da se, ko pijanc plota držiš nekaj pravil in potem oblikuješ svoj scenarij po njih, ker potem nikakor ne bo uspešen. In vsi v bistvu konsultanti, s katerim sem jaz imel neposredno ali pa posredno opravka, se pravi, bodisi da so sodelovali pri projektu, ki sem ga jaz produciral, ali pa tisti, ki sem jih samo spoznal ali pa jih spoznavam skozi to vrstne delavnice, v bistvu funkcionirajo ali pa delujejo po tej njegovi tako imenovani metodi, ne, ki jo vsi poznate, ampak to je v bistvu zdaj, to je neka tenica tega, ne, ampak predvsem je pomembno, do katere mere ti to res probaš aplicirati na svoj scenarij, ker to res nima smisla, ker to ni temu namen, ne, ampak je v bistvu zrno soli, ki ga moraš upoštevati pri tem. Darko? Ja, jaz sem dobil dvakrat na Filmskem centru na razpisu za razvoj scenarija, ampak obakrat nekih 3000 evrov. Uspešen, ja. Sam jaz ne vem, mislim, to zdaj čiste osebno, ne. Vem, da eni kolegi so sposobni, ne vem, vsak večer napišejo 2 strani ali pa neki so zelo pridni. Jaz nikoli ne najdem časa. Jaz v pisanju scenarija res moram skenslati vse in se zapreti v neko karanteno, vsaj za 3 tedne, se mi zdi. Ponavadi tam sedim cele dneve v neki slaščičarni, pa jem tortice, pa zmenim se doma, pa se izklopim. In tudi potem, ko se odklopim, rabim še vsaj 5 dni, da sploh začnem dejansko delati, pa pol zelo uživati.
Tako da meni se zdi, da če bi ti, se pravi, bodisi da bi imeli producenti večje vložke v tej zgodni fazi, ali pa da bi ti zneski bili malenkost večji, bi bilo veliko lažje. Vsaj za mene osebno je glavni problem odpovedati vse, da se lahko temu posvetim. Ne vem, eni funkcionirajo malo drugače, ampak mislim pa, da za večino režiserjev, ki so v glavnem pri nas tudi scenaristi, že za te neke prve sinopsise, treatmente, rabiš veliko časa, mislim, saj, pa tortice. Hočem reči, že do te faze, da ti prideš do nekega razvoja scenarija, ki so tudi na teh razpisih so projekti vedno bolj dodelani, vedno bolj, se pravi, tako že strukturirani, že imajo prve verzije scenarijev itd. Meni se zdi, da bi nekako, se pravi, smiselno se mi zdi, da ta filmski center to podpira in to je zelo hvaležno, fajn bilo, če bi bilo več denarja, ampak tako v neki perspektivi dolgoročni se mi pa zdi, da bi, ne vem, to Dane ti veš, kak je s tem production fee, ne vem, na teh delavnicah sem videl, da v drugih državah producenti imajo zelo visoke procente, ki grejo direktno firmi, producentu in dejansko iz tega denarja producenti lahko vlagajo v razvoj naslednjega projekta. To se mi zdi, da v neki perspektivi bi si mogli tudi pri nas prizadevati, da bi producenti že zelo zgodaj podpirali te nove projekte. V bistvu moramo nehati govoriti o scenaristiki kot hobi, ampak da začnemo končno govoriti o scenaristiki kot o resnem delu in profesiji in seveda s tem so povezane tudi osebne odpovedi in tudi finančna sredstva. Ker je že pozna ura, danes ne bo vprašanje z publike, ampak ta vprašanja lahko prenesete v preddverje, kjer se bomo dobili in na tem mestu bi se in na tem mestu bi se rad zahvalil današnjim nocojšnjim gostom. Najlepša hvala.